Peter Prevc je na vprašanje, zakaj se je pred dobrim desetletjem odločil, da bo sodeloval pri botrstvu, kratko strnil. Ja, v bistvu zdaj eno zelo kratki odgovor je, ker lahko. Ker imam možnost, privilegij, da lahko. Po drugi strani so me pa zelo prizadele zgodbe otrok oziroma ljudem, ki potrebujejo pomoč, in se me je zelo dotaknilo, da to v nekako razviti državi sploh potrebujemo. Se je pa potem pokazala možnost, da nekako lahko pomagam, in sem rekel, zakaj pa ne. Pravi, da se pravzaprav ne spominja dobro, kdaj se je začela plesti vez med njim in botrstvom. Je pa ta vez postala izrazitejša in javna v rekordni sezoni 2015-2016 s 15 zmagami, skupno zmago na prestižni novoletni turneji in z naslovom svetovnega prvaka v poletih. In po njej se je odločil, da bo smuči, s katerimi je to dosegel, podaril v dober namen. Takrat je povedal. Že zame veliko vrednost dosežejo, ko jih imaš s sabo celo sezono. Vseeno so smuče na krila skakalca, in ko najdeš smuče, s katerim lahko celo sezono skačeš, da ti jih ni treba preveč meniti, je to super. In smuči, s katerimi je dosegel vrhunec kariere, so na nepozabni dražbi v živo v programu Vala 202 dosegle tudi rekorden znesek. Samo pravi 40.000 evrov. Nataša? Počakajte, zdaj me presenetil. Nataša, kakšna je vaša ponudba? Naša zadnja je 41. 41. Samo. Ne bom jim dali te smuči. Samo pravi 45.000 evrov. Nataša, kaj pravite vi? Žal, samo je zmagal. Nič žal. Nataša, samo 45.000 evrov za smuči, zmagovite smuči Petra Prevca. Iskrene čestitke, Samo. Hvala lepa. In dosežen je bil znesek, ki je močno presenetil tudi Petra. Ne vem, zjutraj so mi mogli kar dvakrat povedati, da sem sploh verjel, če je to prav napisan, pa če to drži. A izkupiček, ki ga je prispeval dražitelj Samo, ime, ki je pozneje še na nekaj dražbah predstavljalo podjetje Bauhaus Slovenija, pa ni bil dokončen. Skupaj z drugimi donacijami, vključno s tistimi prek SMS poročil, so smuči prinesle 76.000 evrov za pomoč otrokom iz botrstva. Peter pa je vse skozi, precej manj na očeh javnosti, botrstvu podaril tudi del dobička od prodanih artiklov njegove lastne blagovne znamke. Lani ob zaključku kariere pa je na svojo pobudo še za zadnjo dražbo podaril čelado, s katero je opravil zadnji skok v karieri. Ko sem razmišljal, kaj bom z opremo naredil, kaj me bom zapakiral, sem se spomnil na Val 202, ki sodeluje z botrstvom in ki lahko zbere ogromne zneske. In jaz res močno upam, da se najde en podpornik, ki bo to čelado vzel, če ne, jo bom pa sam odkupil. Ni je odkupil sam, pač pa jo je znova kupil zvesti dražitelj Samo. Dražba, ki je bila tudi zadnja, ki smo jo pripravili na Valu 202, je prinesla izjemen znesek za botrstvo. Tako da, ja, dajmo zaokrožiti na okroglih 30.000 in to je to. 30.000 evrov. Takrat razbremenjen tekmovalnih obveznosti je dražbo v živo lahko spremljal tudi Peter Prevc. Ja, Samo hvala. Jaz sem zelo vesel, ko zmeraj, kadar je dražba na Valu 202 in zaslišim ime Samo, vem, da bojo številke lepe, in jaz upam, da bodo otroci izkoristili, ne verjamem, da ga bodo zelo dobro izkoristili ta denar. Znesek, ki ga je botrstvo dobilo z dražbami in drugimi donacijami na pobudo Petra Prevca, je v seštevku močno presegel 100.000 evrov. In čeprav pravi, da v intenzivnem tekmovalnem obdobju ni bilo časa, da bi se lahko poglobljeno ukvarjal s tem, kakšni so sistemski razlogi za revščino in neenakopravnost otrok, je pri izbiri organizacije, ki bo pomagal, močno premislil, pravi zdaj že nekdanji tekmovalec Peter Prevc. Takrat, ko sem predal smuče, sem že kar dobro videl, kam gre, ker jaz sem po naravi malo bolj nezaupljiv človek in zato sem hotel vedeti, kam stvari grejo. Sploh, ko veš, da bo to za nek orang denar šlo in da se ta denar potem smotrno porabi. Po drugi strani je tudi tako, da ko imaš ti dve znamki, eno vodi Anita Ogulin in drugo znamko Val 202, ti nekako že to vlije veliko zaupanje, da tukaj pa ne sme iti kaj narobe. O tem, v kakšnih razmerah živijo otroci in njihove družine, seveda nekoliko več razmišlja, odkar je tudi sam oče.
velikokrat se vprašam, zakaj mora biti toliko zbiranje sredstev za vse, če je toliko delovnih ljudi, ki hodijo v službo zato, da bi preživeli, ampak na koncu življenje potrebuje toliko več sredstev, kot jih pa lahko dva, ali pa nekje žal samo eden, ali pa nažalost eden ne, da jih ne morejo pridelati in da ni mogoče za res to najranljivejšo skupino, rekel, ena varna kapica, ki bi jih dala v objem in za njih poskrbela. Kot športnik iz izrazito športne družine, v kateri je več otrok treniralo in pozneje tudi profesionalno tekmovalo, še posebej dobro razume, kako velik vložek časa, energije in entuziazma je potreben, da otrok sploh lahko trenira. In seveda, kako velik finančni strošek to lahko pomeni za družino. Ja, v bistvu je tako, da se je življenjski slog res zelo spremenil in so starši predvsej dlje v službi, kot so bili nekoč mogoče, oziroma sta oba tudi dlje v službi, ni popoldan recimo 3 naprej, da bi bil sigurno že en starš prost službe. In pol že tukaj je ena ovira, kdo bo zdaj otroka vozil, če je mogoče kakšen klub v oddaljenem kraju. Pol spet vsaka aktivnost prineše za sabo tudi eno finančno participacijo, ki jo starši morajo dati za to, da plačajo nekoga na drugi strani pedagoga, ki si seveda tudi zasluži plačilo za svoje delo. In pa te službe tudi, ki se podaljšujejo, tudi ko pridejo starši potem domov, jim zmanjka energije, da bi, kot je bilo mogoče še 10-20 let nazaj, šli popoldne še v nek klub prostovoljno pomagati in mogoče s prostovoljnim delom znižati participacijo, ki je za plačati. Ne vem pa, kam to gre, kje se bo to ustavilo, žal pa zaradi tega marsikakšen otrok ne dobi priložnosti, da bi vsaj probal, saj lahko gre samo 3-4 probati, ugotovi, da to ni, če ne se pa lahko še celo življenje sprašuje, kaj bi bilo, če bi bilo. Meni, da v času, ko je kot otrok sam treniral, nihče od vrstnikov športa ni zapustil samo zaradi financ. Z opremo je bilo pa tako, da je bila zelo veliko, jo je kar klub imel, oziroma je klub kupoval in si jo je mlad tekmovalec posodil, ko je prerasel, je zamenjal in to je bilo v bistvu odlično, ker s tem je kar veliko bremena šlo staršev. Ni bilo treba vsako leto novih čevljev, novih smuči, novih kombinezonov kupovati, ampak je to pač klub imel in tudi še zdaj ima in s tem se marsikaj pripomore. Seveda pa nikakor ni v vseh športih tako. Sam v mlajših letih k sreči nikoli ni bil pred dilemo, ali mu bodo finančne omejitve kreirale športno pot. Ne, jaz na srečo ne. Jaz sem imel ta privilegij, da mi o tem ni bilo treba razmišljati, ker sta se starša zelo potrudila, po drugi strani pa tudi klub se je potrudil in prišel nasproti, če je bilo kaj treba. Eno od pomembnih vlog v svojem ambasadorstvu, ki ga je prevzel ob 15. obletnici tega programa, je prav ozaveščanje o težavah. V bistvu jaz mislim, da botrstvo da vedeti, da se stvari lahko spremenijo in da če lahko v bistvu finančno posamezni ljudje prispevajo in omogočijo toliko veliko otrokom pomoč, mislim, da je to za en proračun večjega subjekta precej manj. 14.500 otrok, ki so v teh letih dobili pomoč od svojih botrov, ki so skupaj z donatorji darovali več kot 39 milijonov evrov, je seveda za nevladno organizacijo, ki ne prejema od države prav nikakršnega sistemskega financiranja, velikanski uspeh. A ob obletnici je Peter Prevc razmišljal tudi z drugačnega zornega kota. Ja, zdaj je odvisno, koliko smo provokativni. Če rečemo, da je 14.000 otrok rešenih za 39 milijonov evrov, po drugi strani pa kupimo tanke za 300 milijonov evrov, je tukaj lahko se zelo vprašamo, katera številka je velika in kam je denar usmerjen. Velikokrat si je tudi v času aktivne tekmovalne kariere vzel čas za mlade in bil vzor in navdih in jih tudi obiskoval na letovanjih v Kranjski Gori. Kot ambasador botrstva pa bi jih rad tudi spodbudil, naj v primeru finančnih težav na svoji športni poti nikakor ne obupajo. Bi jim pa rekel, da naj jim ne bo nerodno iti vprašati v svet, prositi, mogoče v klubu povedati, da ne gre, na krajevno skupnost povedati, na občino povedati, iskati, brskati po internetu za vse razne razpise, lahko tudi pošljajo mogoče prošnje na botrstvo, na olimpijski komitej,
da tako vztrajnost, kot imajo v športu, pri fizični aktivnosti, da jo tudi poskušajo tukaj imeti in mogoče lažje pridajo do pomoči. Da bo botrstvo še naprej lahko zagotavljalo tudi to vrstno pomoč, pa bo skušal pomagati tudi kot njegov ambasador. Jaz želim samo ozaveščati o tem, da te težave so in da mogoče spodbuditi še koga, ki lahko in če to čuti, da pomaga, pa po drugi strani nikoli nobenega siliti v nekaj, kar mu ni pri srcu. V 15-letnici delovanja tega programa, katerega podpornik je Peter Prevc že več kot desetletje tudi sam, pa pravi: Bi čestital vsem ljudem, ki so v ta projekt vključeni, pa se jim zelo zahvalil, da dajejo svojo energijo, voljo, v bistvu življenje v to, da pomagajo mlajšim generacijam, ker mlade generacije bomo vsi rabili.